Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes bova govorila o povezovanju online in offline svetov v marketingu in prodaji, torej govorila bova o tem, kako lahko spletne aktivnosti pripomorejo k nakupom v fizičnih trgovinah, kako te aktivnosti učinkovito izmeriti, kako prepoznati kupce v trgovini. To so ključne teme za trgovce, ki imajo spletne pa fizične trgovine, prav tako pa za podjetja, ki imajo samo offline nakupe, torej samo fizične trgovine, ampak morajo veliko narediti vse online, torej recimo prodaja avtomobilov, prodaja kreditov, zavarovanj, take stvari. Za Gorazd, kot vedno, zakaj bi nas ta tema morala zanimati? Evo, če malo pogleda sam statistika, kaj pravi okrog tega, je, da 88% vseh nakupov, ki se zgodi offline, se začne z raziskavami na online. Kar je, če tako pomisliš, kar razumljiv. Hrane ne kupaš brez raziskovanja, vse ostalo pa. Tako ja, ostalo pa. Ampak verjetno pa tudi, če bi rekel, najdeš nek nov recept, pa greš pol kupati, tudi to bi bilo. Drugače pa tudi na druga statistika zanimiva, da za neke kompleksne produkte 60% uporabnikov pa pride v poslovalnice pogledati in potem se odloča, ali za nakup tam ali recimo nakup na online. To je ena taka zanimiva statistika. Pa en case, ki pa predstavlja recimo MediaMarkt, ki je bil tudi, mislim, nekaj časa še v Sloveniji, je za 78% povečal online, se pravi nakupov offline z online aktivnostmi. Pa ena zadeva, ki je zelo pomembna, tudi iz naših izkušenj par z teh slovenskih brandov je, če si predstavljamo, da je recimo povprečna konverzija v offlineu lahko tudi 25%, se pravi 10 ali pa 30%, 10 obiskovalcev, ki pridejo v tvojo poslovalnico, 3 nekaj kupijo, ker je to čist nek drug učinek, sploh če so to neke, da je za izločati trgovce s hrano in podobno, recimo, da ure prodajaš, perilo prodajaš, oblačila, kolesa in podobno. Zdaj, če si to predstavljaš, da na online dosego take konverzije, kjer smo že zadovoljni, ko dosežemo, 5% ali pa 3,5% in si, že ful dobro delamo, to je ta razlika. Se pravi, z nekimi online aktivnostmi želi spraviti tudi ljudi v offline svet, zato ker je tam pač večja konverzija, pa običajno tudi večji basket, se pravi večji average order value, večja košarica nakupana. Ok, skratka, splača se vlagati v to, da če imaš fizično trgovino, da ljudje pridejo tja, ker je večja verjetnost za nakup. Tako je. Ok, greva kar na vprašanja naših poslušalcev in sicer, če vas karkoli zanima, vedno lahko obiščete frodix.com/vprašaj in nama tam zastavite vprašanje. Še vedno velja, da vsi, ko vprašate, dobite majčko podcasta. Ok, pa greva kar na vprašanje. Nina naj sprašuje, katerega AI pomočnika trenutno priporočata in za katere vsakodnevne naloge. Ali kateri še posebej izstopa in odgovore dobro prilagaja tudi vlogi, ki jo imaš v podjetju, naprimer marketingašom, prodajalcem, vodstvu? Kako zaupati AI, ki je del tvojega marketinškega orodja in pa nam lahko kradejo zaupne podatke ali pa naš copy? Torej, deva najprej, kjere pomočnike priporočava, pol pa kaj so nevarnosti. Ja, ok, pa greva kar na te glavne. Zdaj, drugi del vprašanja, tako predvidevam, je vezan na, da uporabljaš neko orodje, pa je tam neka umetna inteligenca noter, ne nujno to, kar mi zdaj danes večinoma poznamo ali pa uporabljamo, kot so ChatGPT 4o, Gemini Advance, pa recimo od Antropika Claudi 3, Sonnet, zdaj ta upgraden, pa Opus, sta tudi na voljo v Sloveniji, tako da tudi vse te zadeve so tudi plačljive ali pa pač brezplačne. Tako, neko mnenje tako, zakaj to lahko največ uporabljaš, je verjetno za neke povzetke, neke ideje dobiti. Definitivno stvar, ker je dosti še vedno slaba, saj te pomočniki, sem jih zdaj omenil, slabi so na slikah. Tukaj so, zdaj na kodi naj bi bili dobri, na kodi jih pač testirajo in tam pač ocenjujejo po nekih metrikah. Ker zdaj noben od naju ni ravno, da bi zdaj to kodo dnevno pisal, težko ocenva, kakšen je zdaj korist output, ampak če rečemo iz vidika nekega marketinga, ti da vsem dosti dobre ideje, katerkoli od teh 3, razen da pač Sonnet oziroma Claudi ni povezan na internet, tako kot sta Gemini pa ChatGPT. ChatGPT, ja. Tako da tam je malo
malo si v deficitu, ampak če recimo imaš pa nek dokument za več kontenta, pa ga ti želi skupaj sumarizirati, ali pa recimo z neko strategijo iz tega sestaviti, je recimo Cloudy 3 super. Mislim pa, da je še vedno najbolj uporabljen tako splošno, pa tudi trenutno, kar je v brezplačno verziji na voljo, je ChatGPT 4o. Zdaj, ta del vprašanja, kako se prilagaja tvoji vlogi, tukaj je pač neki trikov, promptinga, kako to uporabiš, kaj lahko rečeš, ti lahko poveš, kakšna je tvoja vloga, kaj pričakuješ, nek output in potem se bo tudi temu približal. Zdaj, če bolj ko splošno sprašuješ, so verjetno lahko bolj splošni odgovori, pa tudi manj kvalitetni, ko se malo poglobiš v ta prompting, pa tudi mislim, da je že veliko napisanega, kako dobre prompte pisati, malo pa tudi tako izkustveno, da malo probaš. Tako da jaz bi rekel, da še vedno ChatGPT 4.0, imaš ga tudi na telefonu in je kar dobra zadeva tako. Kar je pa vse v Googlovi suiti zdaj lansirali so, da je povsod zdaj na voljo Gemini, se pravi kot site bar, tako da lahko v bistvu delaš neke stvari in z dokumenti in z maili in to, tam je pa zadeva zelo uporabna v tem smislu, da pač lahko nekaj z tistega maila res narediš, mogoče z dokumenta narediš, tako da te dva mogoče. Ja, tam malo gre v to, tako kot ima Microsoft Copilot, ki je direktno več integriran, da ti lahko sodeluje s tem, kar ti gledaš. A za katerega ti osebno največ uporabljaš ChatGPT? Še vedno ChatGPT, pa se trudim Cloudy 3 uporabljati v kakšnih takih strateških zadevah, ki mu res dam kontenta noter, pa da vidim, kaj ven naredi. Tako da bil je ful boljši, se mi zdi, da je vedno slabši. Jaz sem tudi nekaj časa, sploh takrat, če prej je bil Cloudy res na voljo v Sloveniji, ki je bil samo od Antropika, ko so bili prek API-ja na voljo, pa smo jih testirali, da smo jih primerjali za uporabo v naših modelih. Takrat sem se kar nekaj igral z njim, zdaj pa sem tudi, nimam potrebe, ker je GPT za dosti dober. Vse vsake toliko časa lota malo primerjave. Ja. Ok, zdaj, kako pa zaupati AI-ju, ki je del tvojega marketinškega orodja? Zdaj, jaz mislim, da te, ki so del marketinškega orodja, te so vedno zaupanje vredni. Mislim, verjetno obstajajo neka free orodja, pri katerih moraš biti pazljiv pa prebrati, ampak mogoče vseeno, če rečeva, kako zaupati AI-ju, ki je del tvojega tega marketinškega procesa, torej, kaj moš narediti, da zaupaš ChatGPT-ju ali pa Googlu? Mogoče ne v brezplačne verzije pošiljati nekih osebnih podatkov in zelo takih podatkov, ki razkrivaš kakšne informacije. Še vedno je to pravilo, ki velja, probaš čim bolj anonimizirane stvari še vedno uporabljati. Imaš pa te plačljive modele, kjer je ta stopnja zaupanja bistveno boljša. Zdaj pa, če je to vprašanje, ali zaupati na podlagi podatkov, ker nam jih kradejo, zdaj neke podatke, ki jih uporabljajo tudi zato, da je na koncu model boljši. Zdaj, kraja podatkov bi pomenil, da na drugi strani nekdo, ki bi do teh podatkov lahko prišel tvojih, bi rekel, da to ni mogoče, da je to še vedno toliko zaščiten. Zdaj, če imaš pa misliš, da boš s svojimi podatki res toliko spremenil nek algoritem, pa tudi dvomim. No. Tako da... Torej, ja, razlika... Če uporabljaš brezplačne, vsi pravijo, da se potem iz teh inputov tudi jih uporablja za učenje, kar pomeni, da te podatki niso direktno na voljo nekomu, ki uporablja s tvojimi podatki treniran model, so pa noter. Ne? Torej, če se hočeš temu izogniti, in prav je, da se, torej, prav je sploh v poslovnem svetu, da podatkov, ki so občutljivi, ne opisujemo v taka orodja, tam rabimo pač neko plačljivo različico med, zdaj pa preverite lahko to upravičite, pa da vam šef financira, sicer pa... Kazen. Šef financira. Cool. Ok, torej, če imate tudi vi podobno vprašanje, frodix.com/vprašaj. Zdaj pa, če greva kar na temo, pa začneva z definicijami. Torej, tle pri povezovanju digitalnih fizičnih izkušenj, tle kar neki kratic od teh prodajnih, torej v Sloveniji rečemo klikni in prevzemi, torej, kupi na spletu, prevzemi v trgovini, pa rezerviraj na spletu, prevzemi v trgovini, pa kupi na spletu, pa vrni v trgovini, vsi te modeli. Zdaj, en je pa prav vezani na to, torej povezovanje online pa offline, bolj marketinško gledano, imamo pa po moje 3 kratice. Ena je O2O, torej online to offline, ki včasih pomeni tudi offline to online, pa bova pol šla v to, kdaj je to koristno. Potem imamo ROPO, kar pomeni Research Online Purchase Offline,
pa zdaj moja najljubša je pa Bimbo, kar pomeni browsing store on mobile by offline. Pa če kar razložiš vse tri. Ja, seveda O2O, commerce je pravzaprav to, commerce to izhaja v bistvu iz investicij. Ko se je Amazon odločil kupiti Walmart, so temu govorili O2O commerce, zato ker oni, zdaj imamo vse na online in zdaj smo kupili še poslovalnice in zdaj bomo to združili in bomo to prodajali. V osnovi gre pa to za to, da združiš platformo, ki jo imaš za online pa offline, pač posebej mogli biti zelo integriran s tistim, kar imaš na online in aktivnosti, ki jih delaš na online, naj bi spodbujali nakupe offline. Jaz mislim, da Evropa je dosti podoben. Tam sicer rečeš, raziskujte online, zdaj ta raziskovanje je lahko, mislim, karkoli od tega, kar se rekel, rezerviraj, plačaj že vnaprej, pa pol sam prevzemi in ta offline aktivnost se lahko pol vezana res sam na ta pick-up, se pravi, da nimaš tega deliveryja, lahko pa je recimo tudi vezano, da se to pa pogleda, naročiš na nek sestank in podobna stvar. Se pravi, raziskujejo vsi na online, kupaš offline. To mislim, da je danes kar večina za industriji to velja, da se to dogaja razen tam, kjer pač ti upraviš nakup direktno online. Zdaj pa tretji ta browsing store on mobile pa buy online, oziroma Bimbo. Tukaj bi bilo pa za neke take, jaz bi rekel, da se mogoče ta koncept kar malo rine v kakšnega od unih prejšnjih, ko sta rekla, ko ti v bistvu online raziskuješ, priješ lahko tudi offline pogledati in pa mogoče spet nazaj kupaš online na koncev. Je en tak ponovadi temu rečemo bargain hunting, ne? Torej, ti greš probat superge, da vidiš, kako ti paše na nogo, pol jih pa pogledaš, kje so najcenejši. Ne? Tako je, ampak če si predstavljaš neke te velike stvari, je ta koncept, bi šel neki pogled, zanimate, koncept showrooma, greš tja pogledati, sprobaš, mogoče že cel brand tako se tapiran, pri nas sploh ne kupaš, vedno kupaš online, lahko pa da kupaš online zato, ker imaš neke druge omejitve. Kot naprimer dostava, ne, ker recimo nimaš avta, želiš kost pohištva, greš ga vnaprej pogledati, potem ga pa naročiš online. Če nimajo kar v trgovini možnosti dostave, recimo. Ne? Tako. Ok, skratka, kar neki izrazov, ta Bimbo mi pač smešen, sploh, ker na koncu nisi Bimbo, če kupaš nekje cenejš. Zdaj dobro, kaj pa so, prej si že malo načel, ampak me zanima, kaj so neki primeri, reč v industriji, kjer je še posebej pomembno spodbujati obisk fizične lokacije, ali pa kjer je smiselno. Fizična lokacija je tam, kjer je ta izkustvenost z nekim produktom zelo pomembna, tam je to ključno. Se pravi, ali to odraža, višjo ceno, pa moraš to izkusiti in moraš to sprobati. Mislim, da je še vedno avtomobilska industrija neka taka, kjer, sej Tesla gre v ta drug koncept, ampak še vsem, tudi oni v svoji komunikaciji vabijo na te testne vožnje, recimo nimajo toliko salonov, toliko tega, ampak še vsem želijo da ti imaš to izkušnjo, In tam je ta del, te vabijo vsi, pridi sem, prvo avtomobilska industrija je tudi tako, da boš težko na online kupil, razen kar so že omenili Tesla. Druga industrija, ki je dosti taka, je neka športna oprema, malo višjega cenovnega razreda ali pa nekaj taka, kar moraš sprobati, ki rabiš nekega svetovalca zraven. Da ti nekdo malo svetuje, kaj je zate v redu ali pa ne. Ali pa če rečemo vse industrije, kjer ti rabiš nekega svetovalca, ker se sam težko odločaš online vse stvari. Ali pa se ne upaš, ne? Tako, nekdo ti zmanjša ta riziko, da boš ti kar nekaj naročil. Vse recimo pri gradbenem materialu, če bi rekel, vse online iščeš, ampak kaj zdaj točno od tega rabiš, za to teraso. Mogoče da nam zdaj kaj pozabo, ko si tam naklikal, pa gotovo, da ne gre. Pol pa pohištvo, se mi zdi še vedno taka stvar, sicer imaš zdaj to, da si pogledaš, veš, kako to zgleda, ampak pol na koncu te še vedno zanima, kako se ta marca odpira, kako zdaj izgleda, koliko boš dal noter stvari, to je ena taka zadeva. Te bi rekel, da so take, kjer je, pol pa ta case, ki sva ga imela, ne greš gledati športne copate, kjer je pa ponavadi to, da Adidas X modelov in vsak ima malo drugačno, recimo 44, 43 številko in pol greš ti v trgovino, kjer pač običajno hodiš, tja pogledati in vidiš, ta čevelj mi 43, pa ne kupaš ga tam, pa greš pa ti bargain hunter, pa liščeš po vseh straneh, zdaj ta tvoj model, tvoja številka, veš, kaj si pogledal
Zdaj, mali tam je ena caka, veš, ki moraš vedno pogledati, kaj je bil ta čevelj narejen. Ki pa je drugačen. So to različni. Ja, veš, kaj je tako iz Turčije, 43, ampak če pa ta drugi je pa 44. Okay. Tako da, No, ampak pa to je kolesa to. smo imeli, ne, tam tudi Ja, ponovadi ga greš. želiš iti probati, oziroma da se ga, večina trgovin kolesarskih ima tudi spletno trgovino, kjer se da kar kupiti, ampak želiš si ga probati, pa konc koncev želiš si tudi sestavljenega odpeljati domov, ne da dobiš domov škatlo, ker boš mogel še vse sestaviti, če nisi res. Če nisi entuzijast, kot je to Tako, ono tako. tako ful dobro, ti je to v bistvu nek problem, ne, povzroča. Ok, torej kupce želimo pripeljati v trgovino, kakšne kampanje moramo izvajati, da pač prepričamo stranke, da pridejo v fizično trgovino? Ok, a če zdaj pogledava, ne vem, neke taktike, ki načeloma lahko vodijo ljudi v fizične trgovine. V vsakem primeru moraš, ne, tako osnova je, da povežava zdaj te dva sistema skupaj, se pravi, nekako boš ti nekaj, kar boš na online komuniciral, zaznal boš, ne vem, da so to neki tipi produktov, ki jih imaš v fizični trgovini na zalogi, ki veš, da so taka, da so ljudje bolj afiniteta, da jih vidijo pač v živo, te ljudi, ki jih identificiraš na onlineu, pač veliko sva že govorila o teh prediktivnih modelih, bi želel zdaj nagovoriti, ok, zdaj če pa opraviš nakup v poslovalnici ali pa naročiš se na svetovanje, ne vem, dobiš še neko ugodnost zraven in pač ti nekoga pozoveš, da se recimo, ne vem, rezervira nek termin, se pravi iz online si ga predstavil v offline. Lahko bi recimo, če imaš mobilno aplikacijo dostakrat lahko vežemo na neke geolokacije, pa veš, da če se nekdo giba blizu neke območja tvoje trgovine, bi rekel, ok, zdaj imaš pa neko posebno akcijo, če prideš k nam pogledati stvari. Pol so klasične neke kartice zvestobe, lojalnostni, pač del lojalnostnega sistema, ko ti imaš kartico in rečeš, aha, ampak zdaj, če pa obiščeš nas nakup, ne da dobiš to ugodnost, ampak to smo se zadnjič malo pogovarjali v enem od prejšnjih podcastov, je, lahko rečeš, damo ti pa, ne vem, dodatne točke, ne une za nakup, ampak une za zvestobo, ki jo nagrajujemo, če boš opravil, ne vem, nakup v fizični trgovini. Zato, ker veš, da je pomembno, da ne vem, kdo enkrat na leto, dvakrat na leto pride tja, da imaš ti nek ta oseben stik, mogoče še kakšne podatke od njega pobereš dodatno, a veš, nekdo ga spozna. Ja, že mogoče sam, da check-in v trgovini naredi, ne? Tako je, da sam ta del naredi. Pol je ena taka zadeva, kaj lahko delaš kampanje, so, da recimo posreduješ mobile wallet, to bi bila tudi recimo taka zadeva, kjer ti pravzaprav online kampanje delaš in potem rečeš, zdaj tukaj pa tvoj nek kupon in ta kupon si naredil v obliki mobile walleta, se pravi PES-a za mobile wallet, ne kot mobile wallet, PES-a in zdaj ta PES pokažeš oziroma to kodo, se spet identificiraš z njo. To so neke take online kampanje, ki so, malo sem prej se pogovarjala omni bidding, recimo nekaj, kar Google ponuja, je malo na podlagi tega, pa predvsem v Ameriki še bolj dela, se pravi, ko vejo, ker ljudje kupujejo stvari offline in vejo, da so recimo nekje blizu tvojega brenda, pač omogočajo tam recimo na mobilu pa bistveno boljšo pozicijo tvojega oglasa, ker vejo, da si ti bližji, hkrati pa ne vem, na kreativah, kako rečeš near you, in imaš tukaj take stvari, tako da to so ene kampanje. Tudi že mi v bistvu pri nekih kampanjah delamo segmente, kjer imamo povezane online pa offline nakupe v isto orodje, ugotavljamo, kaj je od nekoga preferenca ali pa jo prilagajamo glede na to, kaj želimo promovirati, a je izdelek primeren za online nakup ali želimo sforsirati ga offline. Torej, tudi v marketingu že malo segmentiramo. Ne? Ja, zdaj si omenil ta del, da je zelo pomembna povezava teh podatkov, ker če nimaš offline pa online povezanih stvari, pa boš težko vedel, da si ti v bistvu naredil, veš, 3 nakupe offline v 3 letih, 4 pa online, mogoče še vedno si nekje tukaj. No, so to je. Rečemo, vsi delamo kampanje, ki spodbujajo offline, sploh če vemo, da nam je to pomembno, ampak zdaj ja, tle imamo kar nekaj izzivov, torej en izziv je, kako to zmeriti, torej da bomo vedeli, kje kampanje funkcionirajo, tako kot vemo to online, ne? Ja. Kaj so še kakšni izzivi? Mislim, atribucija itak je problem. Ti lahko meriš klasično, včasih smo merili ta obisk v poslovalnico, zdaj, ko imaš te naprave, ki merijo, da ti kaj ne ukradeš, nekatere lahko merijo tudi, se pravi, obisk poslovalnice. Zdaj ti neke aktivnosti delaš online,
pa rečeš, za 10% se mi zdaj obisk, se pravi foot traffic, povečal, ampak lahko pa tisti dan si v nekem nakupovalnem centru tudi tam neki potekali, neka akcija druge, pa so zato ljudje, ne vem, več k tebi prišli. Se pravi, to povezavo med tem, da se uporabnik identificira pri tebi, to moraš narediti. Se pravi, glavni izziv je, kako imaš povezan marketinški sistem ali pa ta del, ki si komuniciral z nekimi unikatnimi kodami, z nekimi stvarmi, ki jih identificiraš na posameznika, kako to pol v poslovalnici lahko zavedeš, da ti si res ta, da je pol to, veš, ta povratna zanka nazaj pride, pa da jaz vem, da si ti zdaj ta tvoj kupon naučil, da si se identificiral s kartico, da si, ne vem, mogoče na cenah, ki zraven QR koda, ki ti da še dodatne informacije, mogoče nek video, da si ti to poskeniral. Ja, torej eno je, da zmerimo učinek kampanje, kar lahko mogoče z merjenjem foot trafficka, torej rečemo, ja, ta kampanja je funkcionirala, drugo je pa, da lahko te podatke povežemo s posameznikom in potem tudi izboljšamo personalizacijo, izboljšamo izkušnjo za tega posameznika spet nazaj na digitalu, ker mi se itak vedno vračamo, torej s tistim mailom, ki smo ga spravili v trgovino, potem bomo še kakšen mail poslali, še kakšen SMS, še kakšen kupon dali in torej zelo pomembno je to povezovanje. Ne? Ja, to je cilj, saj ti si že znal mogoče zmeriti, pa si veš pogledal vsa prodaja offline, pa ves denar, ki si ga investiral, pa to pa si rekel, ok, zdaj se je nekaj zgodilo, ampak ne veš pa kaj, koga, kateri vplivi vsi so bili. Ok, se grejo mogoče kar čez te, ker za prepoznavo kupca, ok, eno rekel si prej loyalty kartice, ta je easy, ne, mislim, ta easy pa funkcionira, ampak kaj pa, če nimamo loyalty, tle je kar neki, rečemo temu, malo bolj kreativnih rešitev, malo je treba pač pomisliti, ampak se da tudi te stvari povezati, ne. Ne bi obraza poskeniral. Face recognition je super, sam malo ne zaupam. Ne, eno so že te QR kode, nekaj jih lahko imaš, pa na te linke vežeš vsebino s tem, da potem se moraš ali imeti mobilno aplikacijo. Recimo, najlažje je, če imaš mobilno aplikacijo, kjer je nekdo prijavljen, podaš pa ti QR kode in te QR kode, ki nekdo skenira, ali pa dobi neko vsebino, ti veš, da je on to gledal. Ne? S tem boš vedel, zraven lahko to napišeš, ne vem, kjera poslovalnica, veliko stvari se da v ti URL spraviti, kaj ga je. Tudi veš, da je bil tam, ja. Tako, to je če nimaš mobilne aplikacije, v QR kodo lahko damo torej, neke parametre, vemo, v kateri poslovalnici to bilo, pa je odvisno, kaj promoviramo na QR kodi, ne? Lahko je zelo splošna, pa rečemo, poglej si reviewje tega izdelka, poglej si navodila za ta izdelek, lahko pa rečemo, če imamo zdaj spet malo lojalnostni program ali pa program za te, ki so prijavljeni na e-novice, lahko rečemo, poglej si svojo ceno, kjer pa potem ni nezaslišano, da vprašamo, da upiši svoj mail, ne? Tako, ja. Kar pa pol spet povežemo. In kar je tle super je to, da smo nekoga prepoznali v trgovini še prej prišel do blagajne, kar pomeni, da tle imamo zdaj še en vzvod, da lahko te podatke tudi prikažemo, ne vem, na telefonu ali pa na tablici, ki jih imajo prodajalci v trgovini, ne? Rečemo, Andrej pa prišel je na temu delku gleda ta in ta izdelek, ne. Zdaj jasno, ne bom to za vsakega, ne bom imel zdaj 100 notifikationov na uro ali pa na 10 minut, ampak bom rekel, ok, če je to zdaj nek tip stranke ali pa nek tip izdelka ali pa neka vrednost izdelka, tam, kjer je smiselno svetovanje ali pa kjer je vrednost visoka, pa bom to naredil, da zdaj prodajalec pristop k temu kupcu in lahko prodajalcu spet dam nekaj informacij iz CRM-ja v smislu, kaj pa so bili pretekli nakupi te osebe, kjer je kampanje pa dobil, tako, da se hitro pripravi na nek ta pogovor. Ne? To se mi zdi zelo dobra taktika, zdaj sem prav si zamislil recimo Emporium, priješ tja in veš recimo iz preteklih podatkov, nekdo se je nekaj poskeniral, se identificiral in veš, da je recimo VIP stranka, ne. In zdaj veš, da je na oddelku tem in tem, zdaj ga moraš pa najdati, ne. Verjetno bi bilo smiselno ga pa poslati, ne vem, nek SMS, a želite pa neko svetovanje, vam danes uredimo, a bi zraven tudi kavo, mogoče še tako nek mal moment, s tem, kad ti pa on odgovori, da consent, bi se ti še malo bolj identificiral, ker drugače ne veš, kako nekdo zgleda, je kar problem. No, kaj veš, kjer izdel gleda, ne? Jasno, zdaj spet prodajalc, enako kot govorimo za klicne centre, če generiramo neke lide, tudi prodajalc
ne sme prijeti pa reči živijo gorast. Vidim, da si bil prejšnji teden tukaj, pa si kupil kolo. No, razen če dam konsent za to, okay, če si se rečem, tako odzval. Ampak tako, bi... če mi zdaj anonimno pošljemo, mislim, če pošljemo notification ob skenu, mora prodajalec še vedno priti zelo človeško, kaj pomagam in te informacije zadržati zase, ne sme izpasti creepy. Plus, mislim, mora pa prodajalec pridati, ker se vemo, kaj je drugače zgodba fizičnih trgovin. To, da trgovini, kjer so prodajalci z rumenimi brezrokavniki, loviš vsazga, ki ima rumen brezrokavnik, čeprav ni sploh prodajalec. Ja. Torej, prodajalcev manjka in to je dejstvo. No, in to, kar so te industrije že prej naštela, zelo slaba izkušnja je, ko ti prideš in ne dobiš te informacije. Ponavadi takrat, ko greš po jih neki konkurenci. Ali pa je bistveno zmanjša se ta tvoja želja po nekem nakupu. Se mi zdi, ne vem, pri kolesih, ki si zdaj omenil, če ti imaš neko željo za kolo, pa ne greš vprašati neke stvari, ti vse doda k nekemu tvojemu pričakovanju, tako, ja, zdaj bom kupil, dobil sem še prave informacije, se prodajalec te še malo smer, še malo te prave stvari pove. In zdaj, če ti tako greš ven, vse je mogoče, pa ne rabim zdaj to in nekdo odloži nakupa, lahko, tako da je izgubljena priložnost. Na klikih nikoli noben ne reče, kar pustimo nekoga, imamo exit pop-up, a res greš, zdaj tukaj sam svoj mail, 10% ti damo, veš, ko greš iz ene trgovine ven, noben tam ne teče za tamo, pa samo kuponček. Tako da, ja. Ne, pa res, kot si prej rekel, si že omenil, torej, lahko se nekdo prijavi na svetovanje, torej, če pride bolj pripravljeno v trgovino, ki je spet, ko je prišel na svetovanje, ti veš, da je prišel, narediš kljukco, da je prišel, smiselno je tudi verjetno narediti potem neko kampanjo, da nekoga spomnimo na to, danes si pa prijavljen na to in to svetovanje, ob tej in tej uri te pričakujemo, torej, da zmanjša število ljudi, ki ne pride. Ampak potem spet imaš informacijo, nekdo je prišel, veš, v kateri poslovalnici je, kaj ga zanima. Torej, tle si povezal identiteto, tudi potem lahko to, če neki svetovalec proda, lahko to dodaš na račun in veš točno, zakaj je bil nakup narejen. Ne? Drugo so pa tudi to, kar so prej že omenjala, torej neki kupončki, sploh je udobno, če jih damo v mobile wallet, zato ker je veliko bolj dostopen kot iskanje po SMS-ih, nekih kod ali pa iskanje po mailih. Če lahko imaš to v mobile walletu, je veliko bližje, veliko lažje dostopno posamezniku. In pa zdaj morajo pa biti spet te kode unikatne, če jih želimo vezati na posameznika. Torej, če jaz rečem, koda je poletje 20, bomo lahko izmerili, da je kampanja poletje uspela. Če pa to unikatna koda, ki samo zame, pa lahko povežem to, torej, kaj je bilo meni poslan, kaj sem kupil in potem tudi točen ta nakup zavedam na moj ta enoten profil in to uporabljam spet v naslednjih kampanjah. Ne. Po mojem, daš ti tako iz tehnološkega vidika še kakšne take primere, ki so stvari, ki bi jih mogoče niso na prvo žogo ali pa to so res take stvari, ki bi jih najlažje uporabil, so še kakšne take? Že QR kode v Sloveniji niso prav popularne, recimo v tujini je tega precej več, ne. Ala te Poglej svojo ceno, poglej reviewje, tega je v tujini več. Tehnološko je veliko možnosti, torej poleg face scanninga pa face recognition, ki sva ga omenjala, torej eno je mobilna aplikacija, če imamo dostop do lokacije, tam lahko generalno vemo, vsaj da nekdo v bližini od trgovine, z mobilno aplikacijo lahko povežemo pol tudi te Bluetooth bikne, te se niso toliko parili, tudi v svetu ne, kaj šele v Sloveniji. Pa so razne opcije RFID trackinga, ne? Torej, zdaj ne vem, kaj je kratica, ampak ta ultra, ki dela tudi na večjih razdaljah, kjer imaš lahko v trgovini samo par skenerjev, torej ne ta za NFC, ki skenira sam na 1 meter razdalje, ampak ki dela tudi na večje razdalje, tam lahko marsikaj, torej smo videli neke case, kako lahko ti zaznaš to, da je nekdo dvignil izdelke iz police, torej imaš pametno polico praktično zraven, hkrati pa lahko tudi ali skeniraš telefone na ta način ali pa neke RFID kartice zvestobe, torej veš, kdo je v trgovini, kaj počne. Torej da se tle kar advanced stvari delati, ki so pa spet lahko na meji ali tega, kaj je sprejemljivo z GDPR-om, torej kakšno soglasje rabaš, pa na meji tega, koliko so tudi creepy za kupce. To je malo Amazon Go
dosti teh stvari uporablja. Recimo, Pa ima kar probleme že v Ameriki zakonodajo. Za Tako, določene mislim, pa stvari. njih je to še toliko bolj pomembno v marketingu, tudi če kaj zgrešimo, nam je vseeno, oni imajo zdaj še ta problem, da jasno morajo vzeti zaračunati, kaj si ti odnesel iz trgovine in imajo en kup ročnega preverjanja. Ne? Ena stvar, ki je bila zanimiva, pa smo imeli enkrat en projekt, ampak takrat je bilo to aktualno, torej je bil brezplačen Wi-Fi v trgovini, ne? Kjer smo za uporabo Wi-Fi-ja zahtevali login, torej mail si mogel dati ali pa svojo telefonsko in smo vedeli spet, da si tam, kdaj si tam z Wi-Fi-jem, se da tudi marsikaj spremljati, tudi vsakič, ko se nekdo vrnil ali pa tudi v drugo poslovalnico pa šel, se telefon povezal, se dal te stvari spremljati. Jasno pa danes to ni več toliko relevantno, ker so pač vsaj v Sloveniji podatki razmeroma poceni in nismo več na tem, da iščemo posod brezplačne Wi-Fi-je, tako ta čas je mal mimo. Kaj pa kakšni te kioski, veš? A bi lahko to kaj uporabil? Torej neki interaktivni. Ja, to je tudi super način. Sam to moraš nekoga tja spraviti. Pač on mora že tam biti, verjetno želo ga pol na online nagovarjati. Nek razlog mora imeti, spet, da prepoznaš že nekdo v trgovini, to so koristne informacije. Zdaj lahko istam tudi priješ do tega, da nakup prepoznaš je drugo, ampak spet, nekoga si prepoznal, da je obiskal trgovino in pa prepoznal zanimanje, ker recimo te kioski ti spet pomagajo. Ali pogledati neke reviewje, navodila, poiskati, kakšna je zaloga, mogoče zaloga v drugih poslovalnicah, vse te stvari. Lahko bi zdaj pa odklenil tudi kakšne vozičke ali pa kaj takega, veš, ali pa ne vem. To je en ta zanimiv primer, če bi se pa da bi imel loyalty identificiral. app, ki te naredi drugačnega, kjer si potem dejansko VIP, recimo. Ja, tam ima še pa druge koristi, ne, tako kakšen servis temu ponudiš, ker se je on identificiral, ampak bi pa vedel, da je prišel v poslovalnico s tem, da sicer na koncu, ne, Mercator in Špari, tam itak daš to kartico in to s tem tudi povežejo na nek način. Ne. Sigurno. Pa tudi veliko kupcev je dejansko, ki uporablja kartico, torej ni to zelo več, ni to toliko VIP. Dober primer ima tudi Petrol ali pa te razni kavomati, kjer pač poskeniraš kodo, plačaš kartico, ki je že v aplikaciji, kjer spet točno vejo, koliko si ti kupil, kdaj si jih kupil, kje si jih kupil, vse to je, ker uporabljaš ta način plačevanja ali pa nakupa, ki je bolj udoben od tega, da greš že to iskati na blagajno, je hkrati tudi za njih kot providerja to bolj koristno, ker imajo več informacij. Cool. Ok, gremo mogoče na par primerčkov podjetij, ki uspešno povezuje online pa offline. Ja, prvi tak case je City Beach iz Avstralije. Gre za brand, ki prodaja oblačila za na plažo. Oni so delali primerjavo med loyalty memberji, pa se pravi non-loyalty memberji. Tukaj pa če je ta zvezdica ali pa poudarek, loyalty memberji imajo neko kartico, imajo neko kodo, s katero se identificirajo. Sprav, zelo ta klasični sistem kode in z njimi so delali veliko bolj personalizirano komunikacijo v smislu, da so zaznali, kateri imajo večjo preferenco nakupa offline in kateri online in tisti, ki so offline, so za njih delali določene kampanje. Tako so in average za 10% nekje povečali average order value na loyal customerjih. V primerjavi z unimi, ki so non-loyal, če rečo, da je bila pa B skupina, pa so povečali frekvenco nakupov, se pravi za to, ker veš, koga nagovarjati, da pride, si mu bolj personalizirane kampanje pošiljal in za 7% so še conversion rate in average povečali, če se stojeva online in offline nekako skupaj neka merijo. In ta njihov case vem, oni imajo recimo tudi prodajalci imajo v trgovini na tablici informacije o kupcih, če kupci poskenirajo kartico pri prodajalcu, ki mu svetuje. Mislim, en hiter upsell narediš. Če ti tam ta sistem pa z tvojo identifikacijo to pomaga, pa rečeš, a bi tudi to radi, pa ne vem, če to dodamo, ki ve, da si prejšnji nekaj kupil, a ne, pa je to dodatnih, ne vem, 10-15 evrov ali pa 20 avstralskih dolarjev. Drug case je MediaMarkt. Tukaj ne gre direkt za komunikacijo, tako mogoče, ker imamo dosti omnichannel komunikacije, ampak je tukaj bolj pristop, kako so oni tega lotali z Googlovimi oglaševalskimi orodji in so za 78% povečali prihodke offline prodaje, s tem, da kar imajo recimo dva neka featurja, okrog katerih ima zadeve zastavljene. Eno to, da kar kupaš online, ti v 30 minutah
v tvoji nearby, se pravi poslovalnici, dostavijo za prevzem. To je res ena taka dodana vrednost, res se tukaj trudijo. Drugo pa je, da imajo mobilno aplikacijo, v mobilni aplikaciji tudi komunicirajo, ko si blizu neke poslovalnice, zdaj imaš nek kupon, vse te stvari. Identificirajo pa na ta način tudi, da ti poskeniraš cene in tam ti dajo neke dodatne informacije vezane na to. Zdaj zanimivo mi je to, kako so pravzaprav, kad to zmeriti nek učink, če ti delaš vse skupaj, je težko. In oni so rekli, ok, dajmo zbrati 2 kategoriji produktov, ki imata najbolj podoben, sta tako med sabo povezani, recimo isti ozorec nakupov. In tako so vzeli slušalke kot eno in pa bi rekel, ok, zdaj pa dodatki za slušalke so povezani, pa bo mogoče podoben, ampak so ugotovili, da ne, ker pač ljudje to ful drugače kupujejo in so pa vzeli kot, se pravi, zraven v podobnem trendu mikrovalovke. Se pravi, nakup mikrovalovk, pa nakup, se pravi, slušalk, to so vzeli, eno smo imeli test na eno kontrolno skupino in so dosegali pač te rezultate, ki sem rekel, to so povečali. Tako tudi način mogoče, kako to zmeriti. Da si vzameš 2 produktni neki skupini, ki veš, da med sabo imata podoben vzorec nakupov in rečeš, na tej bom zdaj to delal z lojalnimi strankami, ki vem, da jih lahko identificiram in pa mogoče testiraš, kakšen tip kampanje je bil najboljši. Mogoče iz tega mi je bilo to zanimivo. Zdaj ta zadnji en tak, en case, če dodate nek Q. Ja, Q clothing. Tukaj gre pa, kako so offline pa online povezali na način, da lahko šeraš svoj seznam želja in pol tegne ta tvoj seznam želja komunicirajo pravzaprav, katere stvari so v trgovini na zalogi, v tvoji trgovini, ki je blizu in tako. Se pravi, ta del, ki smo ga že malo omenili. Ampak najdel so nek moment. Zdaj seznami želja, žal v Sloveniji niso toliko zelo priljubljeni ali pa nekako ne zaživijo na tak način. Zelo malo brendov je, kjer to res funkcionira tako dobro, tako da mogoče na nek drug način, kar rečeš, tukaj si identificiral svoje želje, zdaj pa na podlagi tega pa rečeš, zdaj pa to imamo na zalogi ali pa prej lahko dobiš in to je nek moment, ki bi pa nekdo prišel pogledati. Drugače pa Starbucks klasičen online komunicira, da čim večkrat priješ v njihove poslovalnice, zbiraš točke za svoje obiske, za spite kave, ki jih tam imaš, pa imaš pa tudi online neke aktivnosti v smislu igre v Starbucks appu in podobne stvari. Spet vse to delaš, da dobiš neke dodatne točke, ki jih pa seveda koristiš v offline svetu, kjer pač vedno kavo tam kupuješ. Imaš tudi to opcijo, da si kavo naročaš pa za na dom, ampak še vedno bistveno je tako, da ti ko nekam hodaš, oni s tabo komunicirajo, da te spodbujajo, da je tvoja frekvenca čim večja. Sej ta petrolov case, ki si rekel, je dosti podoben, ne, za kavo, tam plačaš, vse to je super, sam pač morate čim večkrat spomniti, ko si recimo ko vejo, da si na avtocesti, če bi recimo pač dovolj lokacijo, bi bilo smiselno, da dobiš notification, ne vem, sploh takrat, ko si izven svoje neke redne poti, sej ko si na redni poti ne, ampak če se pa jaz peljem zdaj proti Štajerski, pa rečejo, lahko, ne vem, dajte si pa prvoščati kavo danes na poti, če pa ne vem, z mene pobraljša, da verjetno za biznis potujem, bi pa rekel, da bo sestank uspešen, da je se tukaj ostal. Tako, lahko bi na ta način mal izkoristil komunikacijo. Jaz sem še par kajsov najdel, mogoče čist kratkih, en je čist naš, ko smo pomagali eni banki prodajati hitre kredite. Tam smo imeli to prednost, da ko kredit kupaš, se boš pač identificirati, kar pomeni, da smo dobili od kupcev tudi telefonsko številko, e-mail naslov, kar pomeni, da v teoriji bi rekel, da je te podatke čisto enostavno povezati. Je pa dejstvo, da se zgodi to, da vsaj kar se tiče e-mailov, mi smo štartali neko lead generation kampanjo s pomočjo nagradne igre, kjer ljudje uporabljajo druge maile, ali pa vsaj del ljudi uporablja druge maile kot pol za resne stvari, kot je pač kredit. Pa smo to mogli povezati, tam smo potem to s telefonsko številko rešvali. Druga stvar pa je bila to, da je mogoče, da je pol pač kredit vzel par skupaj, v nagradni igri sodeloval en, potem v kredit je pa vzel drug, trlo pa potem že težje. Sicer smo
v določenem koraku tudi včasih dobili fizični naslov, tako smo s tem lahko se malo igrali, ampak tam smo imeli potem majčkam bolj napreden reporting, da smo ta lead to cash proces nekako poročali na njem. Zanimiv case mi je bil tudi od Swarovskija. Oni imajo nek loyalty program in oni imajo to zelo osebno obravnavo, kjer je čisto normalno, da ko ti že prideš v trgovino, te vprašajo za ali si član loyaltyja in da pokažeš kartico, v smislu, da boš potem dobil nek special treatment. In tam so poleg tega recognitiona dali v bistvu 3 neke osnovne podatke prodajalcu, torej ko je poskeniral kartico, je videl zadnjih 5 izdelkov, ki jih je oseba kupila, zadnjih 5 izdelkov, ki jih je bilo, ki so bili v košarci, zapuščeni košarci, če je bila ta košarca mlajša od 3 mesece ali tako nekako, in pa zadnjih 5 izdelkov, ki jih je gledal na spletni strani, pa mislim, da je bil product recommender tudi vključen. Ampak to je nekaj, kar je potem, ta case je bil na tem, da je pomagal prodajalcem pri tem, da so videli, da ljudje, ki pridejo v trgovino, so to prejšnji dan te iste izdelke gledali prej gledali na spletni strani in jih že raziskali, se pozanimali o njih, kar pomeni, da so jih lahko zelo hitro usmerili na izdelke, ki jih zanimajo, hkrati jim ponudili tudi neke alternative. Skratka, bila je ful uspešna, nimam pa statistik. No. Še zadnja je pa Audi, pa verjamem sicer, da to delajo tudi že ostale avtomobilske znamke, je pa to, da imajo svoj konfigurator vozil povezan z prodajalci, torej z dealerji, kjer si ti skonfiguriraš svoje vozilo tako, kot ti je všeč, potem si ga shraniš, pošljaš na mail, kakorkoli, skratka, daš neke svoje podatke, hkrati pa oni tudi mojemu najbližjemu ali pa mojemu dealerju, kjer jaz kupujem, servisiram avto, pošljajo te podatke, da sem jaz in odprejo v bistvu lead. Tako da še neko unikatno kodo dobiš, ko pa lahko tudi tam poveš, pa te opiše prav v sistemu na poslu. Pa te on potem tako prevzame, pa ti začne, pa nadaljuje to tam, ja. Moja so kar veliko povedala o tem offline, online, bimbo pristopu, ropo pristopu. Tako da še enkrat, res za vsa vprašanja sva zelo hvaležna, zato ker prvič veva, da poslušate, da vas zanimajo še določene teme, mogoče mi na prvo žogo res ne pomislila na njih, tako da res podbujava, da pošiljate vprašanja na frodex.com/vprašaj. Tako kot sva rekla, obljubljava eno epizodo, kjer bodo samo vprašanja, ko se teh nabere dovolj, da lahko narediva eno tako koherentno epizodo. Cool. Ful bi nam pomenilo tudi, če naju polajkate na YouTubeu, v podcastu, odvisno, kje to spremljate, sploh če nama date kakšen komentar. Še enkrat hvala vsem za poslušanje, dajte nam kakšno vprašanje in adijo. Čau.